Hvala lepa, spoštovani eminenci, kardinalu dr. Francu Rodetu. Zdaj pa bi radi seveda spoznali tudi umetnika, da nam spregovori nekaj besed, akademski slikar gospod Rudi Španzelj. Smemo? Dober večer. Bilo je že povedanega toliko neverjetno lepega in tako dalje, tako da meni pravzaprav ne ostaja nič, oziroma nekaj besed bi rad povedal, naprej bojo pa govorile moje slike. Nekaj misli sem si zabeležil na hitro prej, tako da ne bi iskal posebne besede in vam pravzaprav ponovil tisto, kar sta že govornika pred mano, se pravi Ferdo Širbelj in njegova ekscelenca, kardinal, povedala. Vendar se mi zdi potrebno, da osvetlim to mojo pač nit, to rdečo nit, katere se oprijemam in ki ji sledim. Vrednote sodobne družbe me ne prepričajo več, zato sem zavestno poiskal tiste stare, morda daljše, celo težje poti. Pot razvijam na osnovi slik, tradicije in ne po spremenljivem času okusa. Rad se podajam na polja preteklosti, ki vsebujejo kažipote v prihodnost z vednostjo, da je sedanjost, ta trenutek, tukaj zdaj, že tudi preteklost. Črpal sem v antiki preko renesanse in manierizma v barok in se tam tudi za nekaj časa ustavil, morda bi lahko rekel zavozlal. Hvalnica življenja v vseh oblikah me je fascinirala in mi dala moči, da mi je uspelo pognati morda nove veje, ki bodo segle v prostore, ki obstajajo, ki me gotovo čakajo, da jih napolnim z novimi vsebinami. Človek je produkt vplivov, rod, okolje, čas. Osebno se mi je bliže antično izročilo, morala, duhovnost in lepota. V renesansi so se posrečeno srečala znanost in umetnost. Glede na trende in popoln kaos, ki bi si jaz želel nekaj podobnega tudi danes. Nujno je potrebna nova prerazporeditev, ki jo bomo morali na novo ovrednotiti. Portret je poleg figuralne kompozicije ena najtežnejših zvrsti slikarstva. Portret je kulturni trend tudi proti anonimnosti. Včasih je veljalo, da se preko njega določi mesto in pomen portretiranca v družbi. Seveda pa sodelovanje med umetnikom in portretirancem je najpomembnejše. Če se vzpostavi pravi pretok, nastane dobro delo ali celo umetnina. Za umetnino pa vemo, da je dodana vrednost veličastjo narave. Umetnina je prenos čustev, ki so vzgib duše, je podarjanje življenja in je neke vrste stvarjenje. Združiti se morata popolnost izvedbe in slikarska strast. Tako se doseže občutek, ki nas gane in pritegne. Mi smo, hočeš nočeš, legitimni nasledniki krščanske simbolike. To nasledstvo smo slabo ohranjali, pustili smo propasti hiše naših prednikov. Po vojni smo izgubili večino zgodovinskega spomina in simbolov. Zamenjava pa je bila klavrna, nastala je globoka duhovna praznina. Zavzemam se za brezkompromisno ohranjanje preteklih znanj, ki se naj pretočijo iz preteklosti v prihodnost. Naša naloga je, da teh tokov ne ustavljamo in ne prekinjamo, saj se bodo reinkarnirale v novi podobi in kvaliteti. Pred vami so dela, slike, ki so eliksir mojega znanja, časa, občutij in hotenj. Nagovarjajo vas vsaka na svoj način. Govorijo o preteklosti, sedanjosti in morda celo o prihodnosti. Pravzaprav sem govoril o vsem drugem, razen o današnjih portretih in tihožitih ne. Od tu naprej naj govorijo slike. Rad bi pa rekel na koncu, da mi je bilo veliko čast in izziv upodobiti njegovo eminenco kardinala Franca Rodeta, slovenskega sina, slovenskega matere sina, pravega Slovenca v Vatikanu. Do zdaj smo imeli 3. Bil je gospod Misija iz Ljutomera, bil je Avstro-Ogrski, bil je gospod Ambrožič, bil je Toronski, no in imamo našega Franca Rodeta. Mislim, da je to čast Slovenije in mislim tudi, da mi je uspelo spostaviti pretok med mano in portretirancem. In na koncu po skriptom bi rekel še tole. Ob koncu portretiranja se spomnim pronicljivega človeka, ki je videl končano podobo kardinala. Prepričal in prevzel ga je pogled, kot je dejal, pogled slovenskih oči. Hvala lepa.
Hvala lepa, da nas je nagovoril tudi akademski slikar gospod Rudi Španzel in seveda čestitka ob razstavi. Od ene umetnosti pa k drugi. Znova nam bo zaigrala harfistka Sofija Ristić. Slišali bomo spet delo Karla Filipa Emanuela Bacha, tokrat Allegro iz sonate v G-duru. Sofija, prosimo. Hvala lepa harfistki Sofiji Ristić. Morda ponovimo, slišali smo od Karla Filipa Emanuela Bacha Allegro iz sonate v G-duru. No, sedaj ob sklepu pa prosim še direktorja družine, doktorja Janeza Grila, da odpre razstavo. Razstava je bila že odprta. Jaz vas samo vabim, da si ogledate umetnine, da ob njih uživate, da si ogledate knjige ljubljanskih škofje in da še dolgo časa ostanete nocoj tukaj med nami. Hvala lepo vsem skupaj.